V začetku oktobra je papež Frančišek znova presenetil svet oziroma je presenetil njegov avto. Sveti oče je v Vatikanu vozil bel Renault letnik 1984. Če bi imeli možnost, bi večina ljudi kupila najhitrejši in najnovejši avto na trgu, vendar pa je vse od prihoda papeža Frančiška v Vatikan jasno eno: znamke zanj niso tako pomembne. Na dan svoje izvolitve se je papež Frančišek v dom Svete Marte pripeljal z istim avtobusom kot drugi kardinali. Črni Mercedes, ki je čakal na novega papeža, je ostal brez potnika. Naslednji dan je bil Mercedes še vedno parkiran. Papež se je namreč odločil, da bo svojo prvo pot kot voditelj katoliške cerkve opravil v diskretnem modelu Volkswagna vatikanske žandarmerije. Vse od takrat je njegova izbira, ko potrebuje prevoz, vedno izbira skromnejšega avtomobila. Na letališče Ciampino se je pripeljal s Ford Focusom, na svetovnem dnevu mladih pa je uporabil srebrn Fiat. Tako kot njegovi predhodniki pa še vedno uporablja papamobil. Njegova najljubša izbira je odprt Mercedes-Benz razred G, kar mu olajša pozdravljanje ljudi. Zgrešil sem enega zadaj, ki me je klical. Ironično pa so najdražji avtomobili najcenejši za Vatikan. Bogate družbe običajno papežu podarijo najboljše avtomobile. Pri tem pa ne govorimo samo o avtomobilih. Celo Harley Davidson je Frančišku podaril 2 motorja med romanjem motoristov v Rim junija letos.